Pozdravljeni, ime mi je Jakob Leopoli, sem diplomiral na Tržaški pravni fakulteti v Trstu, opravil sem odvetniški izpit in trenutno poučujem na višji srednji šoli pravo in ekonomijo. Pripravili smo 3 posnetke, v sklopu katerih bomo razložili, kaj je GDPR, katere informacije je treba nuditi in kako hraniti podatke. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica, ki je pripoznana na evropski ravni. Hiter tehnološki razvoj in globalizacija sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih podatkov. Obseg zbiranja in izmenjava osebnih podatkov se je bistveno povečala. Posamezniki čedalje pogosteje dajejo na razpolago osebne podatke tako javno kot globalno. Tehnologija je spremenila tako gospodarstvo kot družbeno življenje, pri čemer je treba zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov. Za zagotovitev dosledne in visoke ravni varstva posameznikov ter za odstranitev ovir za prenos osebnih podatkov mora biti raven varstva pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov enaka v vseh državah članicah Evropske unije. Evropska uredba, ki je uvedla GDPR, je takoj stopila v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Morebitne državne normative ostajajo veljavne, če niso v nasprotju z evropsko in jo dopolnjujejo, ko se nanje Evropska uredba izrecno sklicuje. Evropska unija dopušča določeno mero svobode posameznim članicam pri dopolnjevanju te norme. Zaradi tega obstajajo v državah Evropske unije določene razlike. Na primer, v Italiji lahko 14-letniki privolijo k uporabi osebnih podatkov, druge države pa lahko določajo drugo starost. Načeloma je uredba namenjena vsem podjetjem, državnim ustanovam in društvom, ki upravljajo osebne podatke. Uredba ni namenjena posameznim fizičnim osebam, ki opravljajo zasebne ali domače dejavnosti. Za osebne podatke smatramo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti. Na primer z navedbo imena, podatkov o lokaciji, spletnih identifikatorjev ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Poglejmo naslednje primere. Odvetniška pisarna. Stranka pokliče in prosi, da bi govorila z odvetnikom. Tajnica odgovori, da odvetnika trenutno ni, ker je v fitnesu. V tem primeru tajnica ni spoštovala določil GDPR-ja, ker je razkrila navado in torej odvetnikov osebni podatek. Tajnica bi morala v tem primeru preprosto reči, da ga ni. Drugi primer. Ko društvo pošlje elektronsko sporočilo vsem članom in elektronskih naslovov članov ne prikrije ostalim prejemnikom, torej jih ne postavi v polje SKP skritih prejemnikov, krši GDPR, ker tako razkrije, kdo so člani in ostalim posreduje naslove elektronske pošte. Tudi ko fotografiramo osebe na dogodkih in so te prepoznavne, načeloma jih je treba prositi za privolitev, če želimo sliko objaviti, na primer na socialnih omrežjih. Načeloma je prepovedano obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu ali drugih podatkov, ki so navedeni v 9. členu omenjene Evropske uredbe. Obstajajo pa izjeme, ki dovoljujejo uporabo tudi teh podatkov, to je takrat, ko oseba k temu privoli, oziroma v trenutku, ko je obdelava potrebna iz razlogov javnega interesa in v podobnih slučajih. Vzemimo spet primer društva, ki ne skrije naslovov članov prejemnikom, elektronsko sporočilo pa razkrije versko prepričanje ene osebe.
Poleg kršitve, ki smo jih že prej omenili, v tem primeru se krši tudi pravila o posebnih vrstah osebnih podatkov, ker razkriva tudi verska oziroma politična prepričanja prejemnikov elektronskega sporočila. Obdelava pomeni vsako dejanje, ki ga izvajamo z osebnimi podatki, z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so na primer njihovo zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje in podobno. Na primer, ko osebne podatke zabeležimo v register ali tudi samo na list papirja. Ko osebne podatke shranimo v oblaku, v angleščini je to cloud, aplikacije, ki nam to omogočajo, pa so na primer Google Drive, OneDrive, Mail in podobno. Za obdelavo gre tudi v primeru, ko iz podatkov izvlečemo nadaljnje podatke, da dobimo na primer povprečno starost oseb, ki so se udeležili dogodka, ki smo ga priredili. V naslednjih posnetkih bomo razložili, katere podatke upravljamo, ime, priimek, elektronski naslov, davčna številka, zakaj upravljamo podatke. Obdelava je potrebna za pravilno delovanje društva, izvajanje pogodbe. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti. Kdo upravlja podatke? Ime društva, podjetja. Kje bomo hranili podatke? Na oblaku ali na mailu? Sestava obvestila. Preveriti, da podatki so na varnem. Določiti in beležiti, kdo ima dostop do podatkov. Kako lahko oseba zbriše podatke? Na primer, napiše sporočilo na elektronski naslov. Hvala za ogled, tu lahko najdete druge posnetke. Všečkajte, vpišite se na naš kanal in nasvidenje.